Sem Eva Hrvatin, stara sem 18 let in v življenju me najbolj osrečuje petje. Imam spinalno mišično atrofijo in to je ena bolezen, ki je prizadela v bistvu moje mišice po celem telesu. In posledično zaradi tega ne morem hoditi in si pomagam z mojim invalidskim vozičkom, da sem bolj samostojna. S petjem sem začela, že ko sem bila še čisto majhna deklica in v tem našla neko svobodo. Čeprav sem se zdaj srečala z nekaterimi ovirami zaradi dihanja, sem jih pozitivno in hitro premagala, ker sem do tega čutila eno veliko ljubezen. V bistvu so ugotavljali, koliko let se ta zgodba, od kdaj se je začela in kako se je začela. Do pravega odgovora nisva prišli. Sva pa ugotovili, da sva v tem času skupaj zrasli, se veliko lepega naučili, veliko tudi govorili o Evini bolezni, ker je to mogoče za nekoga, ki se že malo bolj profesionalno pevsko ukvarja, ni najbolj običajno. Tako da je to delo z Evo ena super izkušnja, zato ker se tudi jaz ogromno naučim kot mentor. In predvsem je na najinih urah petja obilo smeha. Absolutno je najino delo navdihujoče. Zaradi tega je tudi nastalo že kar nekaj prikupnih skladb, ki jih med urami ustvariva. Eva je zelo nadarjena za pisanje besedil, tako da pol iz njenih osebnih izkušenj in življenja zna potegniti res lepe zadeve, vedno zelo pozitivne. Torej, kar se same pevske tehnike tiče, s petjem uporablja telo na zelo svoj vrsten način in je lahko zgled marsikomu, da tudi fizična telesna ovira ni velika ovira in se tudi to da rešiti. In to lahko slišite pri njenem petju, ker ona, kadar poje, zelo, zelo razločno poje napram temu, kako težko bi lahko bilo govoriti in vse, tako da rastura totalno. Petje hodim tudi v srednjo šolo in imam nekaj prijateljev, ki me res veselijo vsak dan in sem hvaležna za vse. Želim si pa uspešno zaključiti moje šolanje in ustvariti čim lepšo prihodnost na glasbeni poti. Čudovita Eva, dobrodošli in lepo pozdravljeni na tribuni o redkih boleznih, na dogodku, ki smo ga znova pripravili skupaj z našimi številnimi sodelujočimi. Pogovarjali se bomo predvsem z in o ljudeh, ki živijo z redkimi boleznimi. Današnji dan smo naredili za njihov dan. Izpostavili bomo njihove izkušnje, življenje z boleznijo, njihove poglede, izzive, zgodbe. Kot Eva iz našega videa, mnogo njih živi polno kljub svoji bolezni. Nekateri pa se z njo tudi težje spopadajo. Kako izboljšati in zagotoviti možnosti oskrbe in zdravljenja za vse ljudi z redkimi boleznimi, ki živijo v Sloveniji in jih niti ni tako malo. Danes jih bodo predstavljali z nami na odru Mateja Toman, Nike Vencel in Jožef Faganel. Če je moja ni več redka, je naslov današnjega dogodka, ki ga spremlja tudi izid priloge o redkih boleznih, ki jo je pripravljala naša ekipa ustvarjalcev. Pogovarjali smo se z mnogimi bolniki, njihovimi svojci, zdravniki. Mnogo smo izvedeli, naj ponudim samo dva uvida. Izkušnja bolnika, ki zboli za redko boleznijo. Mnogo smo izvedeli, naj ponudim samo dva uvida. Izkušnja bolnika, ki zboli za redko boleznijo. Mnogo smo izvedeli, naj ponudim samo dva uvida. Izkušnja bolnika, skratka, izkušnja bolnika, ki zboli za redko boleznijo, je taka, kot je izkušnja slehernega bolnika, ki zboli za katerokoli tudi pogosto boleznijo. Ko jo imaš, ti ni mar, ali je redka ali ne. Želiš se pozdraviti in želiš se počutiti bolje.
In drugi uvid, redke bolezni so izjemno različne. Danes boste lahko videli, kako različne so lahko. Bolniki celo rečejo, da so nekatere pogoste med redkimi, nekatere pa tako izjemno redke in te potrebujejo še več naše pomoči in podpore. 3 mame imamo danes tukaj, srčne, vztrajne, angažirane in neskončno potrpežljive, ki so še vse kaj drugega kot mame zraven, danes so z nami. Brina, Erika in Tanja. Povabili pa smo tudi strokovnjake, ki skrbijo za ljudi z redkimi boleznimi in se skupaj z drugimi deležniki v državi po svojih močeh trudijo, da bi bila diagnostika in zdravljenje ter oskrba bolnikov čim boljša, primerljiva z najboljšimi bolnišnicami na svetu. Danes jih predstavljajo Damjan Orsredkar, Irena Preložnik-Zupan in Sara Bertok, ki se nam bo javila online. Redke bolezni so problem vse družbe, saj so običajno povezane z večjimi strokovnimi napori, z višjimi izdatki za obravnavo, zdravila in zdravljenje ter imajo za družine obolelih pomembno psihosocialno in ekonomsko razsežnost. Želimo si, da bi naša tribuna danes odstrla življenja ljudi z redkimi boleznimi, nas naredila nekoliko bolj občutljive in empatične in solidarne s temi ljudmi in njihovimi bližnjimi, ter nas predvsem navdihnila z njihovimi neverjetnimi zgodbami in strastjo do življenja. Tako, dovolj je moje besedi. Zdaj bomo pa začeli z našimi gosti, ki imajo verjetno veliko bolj tehnega zapovedati. Mateja Toman, vi ste dolgoletna predsednica društva, uspešnega društva distrofikov Slovenije. Med vašimi bolniki je skorajda čarobna beseda samostojnost. Prosim vas, v nekaj besedah opišite, skozi kakšne izzive morajo ljudje, recimo kot je Eva in njeni bližji, da lahko obiskuje petje, srednjo šolo, da je lahko, kot pravi sama, čim bolj in čim dlje samostojna. Hvala lepa za vprašanje in za povabilo k sodelovanju. Vsekakor je treba, tako kot to velja za vsako drugo bolezen, ki človeka spremlja dlje časa ali pa celo življenje, bolezen oziroma obolenje je potrebno sprejeti. To ni vedno lahko, sploh na začetku, ampak prej, ko ta proces zaključimo, prej lahko začnemo funkcionirati. Ker vsi mi vendarle živimo življenje tako kot vsi ostali, imamo običajno enake želje, vsi želimo biti čim bolj aktivni. In seveda, če želimo tako živeti, moramo se naučiti funkcionirati tudi z obolenjem oziroma stanjem, ki ga imamo. Pri živčno-mišičnih obolenjih je tudi ta okoliščina, da so to praviloma progresivna obolenja, torej z leti vedno bolj izgubljamo fizično moč, vedno bolj smo odvisni od pomoči drugega človeka, fizične pomoči, od medicinsko-tehničnih pripomočkov, ampak vendarle, ko človek to sprejme, se nauči organizirati svoje življenje, vnaprej načrtovati in potem se da uresničevati cilje. A lahko še čisto na kratko poveste, kako v bistvu društvo pomaga vašim članom oziroma tudi verjetno drugim nečlanom? Ja, pri Društvu distrofikov Slovenije izvajamo različne posebne socialne programe, ki so namenjeni k temu, da podpremo člane in tudi druge invalide v čim bolj aktivnem življenju. Recimo izvajamo prevoze s prilagojenimi kombi vozili za prevoz oseb na invalidskih vozičkih, imamo različne programe osveščanja, informiranja, tudi športa, kulturnega udejstvovanja, svetovanja družinam in posameznikom ob postavitvi diagnoze, tudi s fizioterapijo in obnovitveno rehabilitacijo prispevamo k zdravju članov in osveščamo tudi javnost. Sodelujemo pa tudi z odločevalci, kjer se zavzemamo za uresničevanje naših pravic. Mogoče še kakšen od vaših zadnjih največjih dosežkov, ki ste jih pridobili? Ja, recimo kar na nekaj področjih smo ponosni na dosežke. Eden od njih je zagotovo naš program zaposlovanja invalidov. Društvo ima 2 invalidski podjetji in v enem od njih na slovenski obali smo pred nekaj meseci organizirali mednarodni posvet z področja obravnave bolnikov z živčno-mišičnimi obolenji in mislim, da je bil dogodek kar odmeven in smo dokazali, da nismo le uporabniki storitev, ampak smo lahko tudi organizatorji takih dogodkov, kjer širimo znanje in izmenjujemo znanje naših strokovnjakov z strokovnjaki iz tujine.
Najlepša hvala, Mateja, in tudi to, da ste danes prišli, sam se zahvaljujem. Spinalna mišična atrofija, Dušenova mišična distrofija, zdaj relativno nova bolezen, Friedreichova ataksija, pa to niso edine tri, ko sem jih zdaj naštela, jih je tudi veliko več, še druge redko živčno-mišične nevrološke razvojne bolezni. Doktor Osredkar, ali se sprejemanje teh bolezni ter odnos do njih v zadnjih letih kaj spremenilo tako pri pediatrih kot pri bolnikih oziroma njihovih starših, glede na to, da se področje zelo sunkovito hitro razvija? Jaz mislim, tudi jaz se zahvaljujem za povabilo in za sodelovanje, ker mislim, da kar z velikim delom prisotnih sodelujemo uspešno že vrsto let. Tako da, ja, mislim, da se je zelo spremenilo tako dojemanje redkih bolezni, kot tudi v bistvu prepoznavanje redkih bolezni in seveda zdravljenje redkih bolezni, ki je pa verjetno to gonilo, zakaj je do teh velikih sprememb prišlo. V preteklosti so bile to, mislim, to so hude bolezni, zelo omejujoče bolezni, bolezni, ki močno skrajšajo nekatere življenjsko dobo in so seveda skozi to povezane s številnimi težavami pri bolnikih, družinah in pa seveda tudi vseh ostalih, ki jim pomagamo, našim bolnikom, da to bolezen čim boljši obvladujejo. Tako da, ko so se pojavila ta nova zdravila, ki res lahko nekatera zelo uspešno spremenijo naravni potek bolezni, je to po eni strani za bolnike tovrstnih bolezni, za kjer imamo uspešno zdravljenje, pomenilo popolnoma nova življenja, ne odkrivamo te bolezni na novo, ker recimo otroci z najhujšo obliko spinalne mišične atrofije, ki so nezdravljeni, umrli do 2. leta starosti, zdaj ne samo to, da če jih zdravimo v presimptomatski fazi, lahko preživijo to kritično obdobje, se lahko razvijajo kot povsem zdravi sovrstniki, hkrati pa nekateri aspekti bolezni še zmeraj napredujejo, recimo skolioza, kontrakture in tako naprej, tako da bolezen, ki je po 2. letu starosti nismo več poznali, je zdaj spoznavamo na novo. In seveda tako uspešne zgodbe, kot je recimo zgodba s spinalno mišično atrofijo, potem daje upanje seveda tudi drugim bolnikom z redkimi boleznimi, da bi morda lahko tudi za njihove bolezni se pojavila taka zdravila. In mi seveda v Sloveniji mislim, da smo že večkrat pokazali, da razumemo to potrebo po novih zdravljenjih, da smo zelo zainteresirani za to, da zdravniki zelo veliko truda vložimo v to, da bi ta zdravila našli in jih čim prej pripeljali do bolnikov. Hkrati pa mislim, da tudi v Sloveniji naravnanost okolja in drugih odločevalcev, recimo, da zelo pomembno vpliva na to, da ta zdravila pridejo do naših bolnikov. Saj je namreč, bi rekel, da v Sloveniji zelo dobro poskrbljen za bolnike z redkimi bolezni in da če se pojavi zdravilo, za katero obstajajo jasni dokazi, da je zdravilo varno in učinkovito in ga EMA podpre, da potem ta zdravila res v zelo kratkem času pridejo do naših bolnikov in da jim lahko to zdravljenje omogočimo na najboljši možen način. Mogoče še par besed povejva o presejalnem programu, sicer deluje že nekaj časa, to je organiziran presejalni program novorojenčkov, kjer odkrivajo zgodnje okvare, ki jih je mogoče preprečiti oziroma zdraviti tako, da se ne razvijajo v prehudo bolezen. Pred kratkim se je priključila tudi SMA. Kaj to pomeni za zdravljenje SMA vnaprej? Ja, jaz mislim, da kljub vsemu, kar se v slovenskem zdravstvu govori, da obstaja kar nekaj stvari, na katere smo lahko zelo ponosni in to, da že vrsto let deluje uspešen presejalni program za zdaj približno 50 bolezni, zdaj pa so se pridružile še 4 genetske bolezni, mislim, ki jih na genetskem nivoju iščemo, kaže na to, da zelo sledimo razvoju na tem področju v svetu in smo pri tem zelo uspešni. In seveda za bolnike je to ključnega pomena. Tako kot sem prej rekel, zgodnje odkrivanje in zgodnje zdravljenje močno spremeni naravni potek bolezni, tega, kar bolezen odvzame ponavadi z novimi dragimi zdravili ne moremo povrniti, ampak če pa bolnike zgodaj odkrijemo in jih začnemo zgodaj zdraviti, pa to lahko res močno spremeni in izkaže se celo, kar nekatere odločevalce še posebej zanima, da če zgodaj prepoznamo in zgodaj zdravimo redko bolezen, je to lahko tudi finančno učinkovito, da je bistveno dražji, če bolnik zboli, je omejen v gibanju, ni samostojen,
član družbe, ker pač je na različne načine uveren, da je to celo za družbo tudi po finančni plati učinkovito, ker žal je nekaj, na kar, ali pa mogoče je pameten, da se začnemo tudi o teh stvarih pogovarjati, zato ker teh zdravljenj novih bo zmeraj več in bo treba nekako razmišljati tudi o teh aspektih in se odločiti, kje zdravljenja so vredna tega, da jih podpremo, kje pa mogoče tudi ne. Še v prezgodnji fazi. Najlepša hvala. Zdaj pa poglejmo še eno navdihujočo zgodbo naše športnice Nike. Ene 13 let nazaj se mi je v bistvu življenje spremenil, ker so me diagnosticirali z mišično-živčno boleznijo, Friedreichova ataksija. Bolezen je napredujoča in tako, kot vidite, ponavadi pripelje do tega, da smo oboleli na vozičku. Zdaj v življenju se ful rada ukvarjam z različnimi stvarmi, od da rada ustvarjam, delam nakit, recimo tole, ki imam kar danes sem jaz naredila, delam žic, različne stvari. Zelo rada se pa ukvarjam tudi s športom, čeprav sem na vozičku. Čeprav je moja bolezen taka, da mi ful primanjkuje energije, da sem velikokrat utrujena, da imam mišične krče, migrene, pravzaprav aktiviranje mojega telesa s športom je ena ful dobra stvar. Lansko leto sem naredila potapljaški tečaj. Načrtujem, da bom letos naredila še več potopov, tako da zelo rada sem v vodi, plavam, včasih sem jahala, velikokrat grem s kolesom ven. Ena taka moja strast je pa v bistvu ples. Plešem na koncertih, na žurkah, se pa tudi profesionalno ukvarjam s plesom. Treniram zdaj približno leto in pol. Sem se pa lansko leto že udeležila v bistvu državnega prvenstva in je bilo ful noro. Treningi potekajo tako, ful različno. Smo pa res skupina zelo različnih ljudi. Tako imamo različne karakterje kot različne prilagoditve, različne telesne ovire in furamo to mi. No eto, tole je moj pes pomočnik Skval. Sva ful kolega, ful sva prijatelja in mi v bistvu nudi to, kar sem od psa hotela, da me povleče ven, da me spravi od tega, da ostanem ven iz postelje, da se dam na voziček, kljub temu, če recimo sem kaj slabše volje. Probava najti stvari, ki naj jo skupaj povezujejo. Prihodnost. Ja, noč, kaj si želim za life? Uživati. Želim si izkoristiti življenje na polno, kolikor se le da. Želim si ustvarjati, želim se gibati, želim čutiti svoje telo. Treba se je poslušati, treba je vedeti, kaj naš telo hoče od nas in mu slediti. Treba je biti pošten v lifeu, treba je delati dobro, ker jaz verjamem, da se dobro z dobrim vrača in s tako mentaliteto naprej iskati stvari, ki jih lahko delamo, ne, ki jih ne moramo delati. To je moja želja za prihodnost, da najdem nekaj, kar me res toliko veseli, da uživam na polno. Kole, to je bila Nike. Nike, rekla si, da s športom čutiš telo, kot praviš, ga poslušaš, pa mu slediš. Kako si spremljala simptome Friedreichove bolezni oziroma Friedreichove ataksije? Kako si pri sebi opazovala v bistvu simptome te bolezni? Kako in zakaj si recimo tako dolgo vztrajala pri hoji? Samo zato, ker si trmast ali tu če malo zaradi česa drugega? Ja, drugače res zato, ker sem trmasta. Ne, najprej bi se rada zahvalila vsem, ki ste mi pomagali ta video speljati. Ful se je lepo izpadel. Druga stvar pa, vidite, moj pas je res lep, ne. Imam lepega huzata. Ne, drugače pa za bolezen. Ja, saj sem sigurno je prišel tisto obdobje vmes v mojem življenju, ki mi je bilo vse malo težje. Sploh v najstniških letih, ker sem se hotela vključiti, ne. Pa se nisem mogla, ampak
Ja, po mojem res to, imela sem dobre prijatelje pa trma. Vztrajnost. Gremo, ok, tega ne morem dobro, kaj lahko. Tako sem handlala simptome, da sem iskala stvari, ki so bile pozitivne za me, ne samo negativne. Super, tudi stopnice do koncertnih dvoran te ne motijo, ne? Vedno najdeš pomoč? Ja, tako en je ponavadi tisti, ki so na pol pijani, tisti me najsebe dol po štingah. Nika je zelo duhovita. Pred časom si začela izdelovati nakitnike. Jaz sem jih hotela povabiti, da bi kaj pokazali, ampak nisi nič prinesla s sabo, v redu. Ja, včeraj zvečer sem šele pogledala scenarij. Me je malo stisnila, gospod bi še bo prinesla s sabo. Ojoj. No, si vse razdelila, ne? Ne, vse je šlo. Sem pa neke meduzice prinesla pokazati tako. Rada ustvarjam, pa malo za srečo, pa tako. A nam lahko poveš, kaj stoji za to tvojo odločitvijo? Recimo, a samo strast za to delo ali tudi prikladnost, glede na to, da gre recimo tudi za dobro motoriko pri tem delu? Ja, oboje. Mislim, da sem že od nekdaj sem bila ustvarjalna, že kot otrok sem veliko risala, veliko ustvarjala in to se pa zdaj nadaljuje. Sigurno rabim več časa, sigurno gre bolj počas, ampak ja, vzamem si to bolj, se bom gledal sicer počas, ampak to, še zmeraj lahko naredim, ratal mi je in v redu, pa se vzamem malo več časa, dam si to v glavo, tako si organiziram čas, pa gre. Super, Nika, najlepša hvala, da si danes prišla Ja, skupaj s hvala za svojo asistentko. Hvala. Danes tukaj imamo profesorja Jožeta Faganela, on je že nekaj letni predsednik novega društva, Združenja za redke bolezni Slovenije. Profesor, v bistvu vi nekako povezujete vse izzive, vseh redkih bolezni v Sloveniji, katere zagovornike združujete v svojem združenju. Tudi zato, recimo, mi je bilo zanimivo, ker ste sam, naprimer, imate veliko izkušenj iz vodenja hemofilikov, dolga leta društva za hemofilike, ki je eno najbolj uspešnih društev v Sloveniji. In hemofilija, recimo, je ravno zaradi tega tudi prizadevanj društev in seveda strokovnjakov zelo dobro prepoznana bolezen. Ne samo zato, ker je kraljevska, ampak tudi po zaslugi vsega tega vašega dela. Pa me zanima mogoče eno tako krovno vprašanje za vas, ko imate pregled, kako ocenjujete razvoj oskrbe redkih bolezni od časov organiziranja, ko ste se vi organizirali v društvu hemofilikov leta nazaj in do danes, ko vodite združenje redkih boleznih, kjer se srečujejo izzivi različnih. Hvala za ta znamenit uvod. Povedal bi, da na to funkcijo predsednika Združenja redkih bolezni me je prisilila gospa Majda Slapar, ki je bila bolnica z redko krvno boleznijo, ki jo je ukrotila, ampak umrla zaradi maligne bolezni, ki ni nič povezana z njeno osnovno boleznijo. Njej se imamo zahvaliti, da je ta tako imenovana krovna organizacija začela delovati v tem smislu, da ni samo vabila novinarjev, da bi na televiziji vabili k zbiranju sredstev in k kričanju o tem, da v tej državi nič ni, ampak da smo izmenjavali dobre izkušnje in pomagali tudi drugim z dobrimi izkušnjami, da živimo z redkimi boleznimi ustvarjalno življenje. Primeri, ki smo jih doslej slišali, so na nek način nepreverljivi z našo izkušnjo, toda treba je vedeti, da ob mojem rojstvu leta 1947 mi je bilo namenjeno največ 15 let življenja, če vključujemo tudi lahke oblike bolezni. Zato sem se zadnje leta, ko sem postal starček, navadil na odgovor na vprašanje, kako si, da rečem, še sem živ in na to sem ponosen. Ne samo zaradi sebe, ampak predvsem zaradi zdravnikov, ki so v tistem času, ko ne bi smel preživeti, mi pomagali, da sem preživel. Po drugi strani, tukaj pa mislim na mojo desno sosedo, sem pa hvaležen svoji mami, da je me
obvarovala velikokrat pred zdravniki, ki bi želeli tako pomagati, da bi še poslabšali. Naprimer, punktirati koleno pri krvavitvi, takrat, ker ni bilo nobenega nadomestnega zdravljenja. Zato se mi zdi, da ta prehod od bolnikov k aktiviranju mamic je nadvse pomemben, ker danes zaradi mnogih sredstev, da živimo lahko tudi manj omejeno življenje, je nevarnost, da se igramo svojo boleznijo. In tukaj je nadvse pomembno, da se moja soseda tudi vključuje to, da bomo ljudem z redko boleznijo, ki jih uspešno obravnavamo, zdravimo še ne, da bomo učili otroke živeti odgovorno. Zanimivo je tudi, koliko je teh stigm. Včasih je bila stigmatizirana mama, ker je prenesla redko bolezen. V Beogradu so tako, kjer so ženske malo manj priznane v javnosti, so mame skrivale, da imajo otroci hemofilijo, pustile, da gre na fuzbal, niso povedale, da ima hemofilijo, so ga dali raje v gol, da se ne bo padel, ko bo tekel, pa je dobil žogo v trebuh, niso vedeli športniki, da ima hemofilijo in je v bolnici umrl. To se pravi, to ozaveščanje, ne da se hvalimo, ampak da moramo v okolici povedati, da imamo to neko bolezen, da odgovorno živimo, da ne pretiravamo. To je zdaj najpomembnejše. No in naše združenje vključuje, mislim, Teja bo vedela povedati, koliko društev, 8 ali 7, 9. Bravo. No in tukaj so zelo redke, različna društva, združenja, mi podpiramo združenja, kjer se bolniki aktivirajo, da so neke vrste organizatorski asistenti zdravnikov. To se nam zdi bistveno. Ne zdi se nam bistveno, da gremo na planiško skakalnico kljub hemofiliji, ampak da opravimo tista organizacijska dela, ki jih lahko. To je naprimer sodelovanje z zavarovalnico. Ko je bila pred mnogo leti uvedena participacija v zdravstvo, sem takoj šel na zavarovalnico in povedal, da za hemofilijo ne bi bilo participacije, pa so rekli, seveda ne, sem 3 v Sloveniji. Danes je v Sloveniji v registru 717 bolnikov s hemofilijo in podobnimi boleznimi. Bistvo je, da so naše bolezni neozdravljive, kakor je povedal profesor Osredkar, in mi moramo na osnovi solidarnosti zdravih biti hvaležni državi, stroki in našim staršem, da živimo lahko ustvarjalno življenje. Najlepša hvala, profesor. Vaša soseda je Brina Zaman, ki z mamo, znano pisateljico, skupaj ste izjemno aktivni na področju ozaveščanja o razumevanju hemofilije. Zelo ste aktivni tudi v Evropskem združenju. Ena od takih znanih oziroma večkratnih stavkov, ki sem ga prebrala v zvezi z vami, želimo, da vsi zdravniki vedo, da obstajajo tudi ženske s hemofilijo, to mi je bilo posebej ljubo. Tudi dekleta in ženske krvavimo, pa je letošnji slogan svetovnega dneva. Naj še povem to, da smo v bistvu predstavnike s hemofilijo posebej povabili danes, zato ker je jutri njihov dan, jutri je svetovni dan hemofilije. Pa mogoče, Brina, malo o Tajevi Buški, pa še malo o dekletih in ženskah. Hvala. Pozdravljeni. Lansko leto za svetovni dan hemofilije smo zbrali moči z mojo mami, torej babice dečko s hemofilijo in z založbo Morfem in seveda z društvom hemofilikov, ki se zdaj imenuje Društvo hemofilikov in drugih zmot starevanja krvi. Zdaj na novo smo zbrali moči in smo tudi z dr. Faganel Kotnik napisali tole knjigo in smo jo lansko leto izdali. Želeli smo, da bi hemofilijo na lep način, prijazen in simpatičen način nekako prikazali tudi mlajši populaciji. Tako da zdaj se jo da dobiti v knjižnicah, kakor vemo je zelo dobro izposojena, tako da upamo, da bomo lahko mlajše ozaveščani na to temo. Letošnji slogan je pa ja, dostop za vse, tudi ženske in dekleta krvavijo. Tako, kot je rekel že profesor Faganel, 700 oseb imamo v registru, kar se tiče motnjo starevanja krvi in več kot skoraj polovica je žensk. Torej imamo hemofilijo, imamo Furville-Brandovo bolezen,
imamo še Glansmanovo bolezen, pa Bernard, tako da vse te dve zadnji sta zelo redki bolezni. Še posebej Forvila Brandova večinoma zbolevajo ženske, tako da ja, želimo ozavestiti, da lahko tudi ženske krvavijo in da to ni samo moška bolezen. Kot je veljalo ja, precej časa. Tako in za ta namen smo naredili tudi na Kongresnem trgu razstavo, tako da vabljeni k ogledu bo do konca meseca. Mogoče še damo besedo dr. Preložnik Zupanovi, potem pa še profesorju Faganelu. Najprej dr. Preložnik Zupanov, vi ste dolgoletna hematologinja, ki se največ v bistvu v Sloveniji pravzaprav ukvarja s hemofilijo, zelo ozko strokovno, tudi raziskovalno. Oskrba ljudi s hemofilijo v Sloveniji je lahko mirno rečemo zgledna. Zdaj pa, kje so izzivi, ki jih pa vi še vidite pri obravnavi teh bolnikov? Torej, najlepša hvala najprej za povabilo. Jaz lahko rečem, da se res zadnjih 20 let jaz veliko ukvarjam, pa v bistvu tudi med odraslimi, jaz rečem odraslimi hematologi, še dve kolegici, dr. Renerjeva, dr. Anžej Doma, potem so pa kolegi na pediatrični kliniki, 3, tako da nas je 6 zdravnikov, ki se pač danes veliko ukvarjamo, ampak moram se zahvaliti tudi našim mentorjem, dr. Andolšku, ki nas je vse to učil, dr. Dolničarjevi na pediatrični kliniki, tako da, a veste, skupaj zmoremo, skupaj lahko naredimo vse in tukaj se moram zahvaliti tudi profesor Faganelu, ki je vsa leta vedel, da je potrebno, da se organiziramo skupaj, da je praktično med prvimi organiziral društvo bolnikov, ki je ves čas, vsa leta sodelovalo z zdravniki in tudi na nek način izvajalo nežen pritisk na naše politične avtoritete, da smo prišli do vseh zdravil, ki jih takšni bolniki potrebujejo. In zahvaljujoč vsemu temu smo naredili kvantni preskok, tako da praktično lahko rečem, da danes živijo normalno življenje lahko v večini, da tisti, ki so imeli profilakso od otroštva, danes stari nekje 25 do 30 let, se praktično ne razlikujejo od zdrave populacije, nimajo okvare sklepov, tisti starejši pa logično, da niso imeli preventivnega zdravljenja od zgodnjega otroštva in so prisotne okvare na sklepih in je delna invalidnost pri teh še bolj starejših, pa tudi bolj očitna invalidnost. Ampak tudi na teh področjih danes pomagamo, z ortopedi urejujemo pač ortopedske probleme, z vsemi drugimi zdravniki tudi druge probleme. Tako da tisto, kar je bilo prej lepo povedano od profesor Faganela, mame so nas obvarovale. V tistem obdobju dejansko je bilo to res, zato ker če so bili preveč aktivni otroci v času, ko ni bilo nadomestnega zdravljenja, so bile hude poškodbe. Danes pa jaz ves čas učim in tudi, se pravi, vso ostalo medicinsko srenjo po Sloveniji. Če dobiš hemofilika v ambulanto, narediš točno tako kot za vse druge bolnike z isto težavo, samo pokličeš takoj zdravnika, hematologa, da pomaga z nadomestnim zdravljenjem, tako kot je v dani situaciji potrebno. Tako da enako za bolnike z motnjo strjevanja krvi, kot za vse druge, vendar takoj vključiti hematologa. Tako da, kaj vidim, da je še potrebno? Potrebno je izobraževati in izobraževati. In tudi v ta namen so današnja takšna srečanja, kot je današnje. Se pravi, logično, da so izzivi pred nami, da so določeni problemi kot v zadnjih letih pojav inhibitorjev, to je še vedno prisotno, vendar imamo dobra zdravila, ki se lahko uporabijo tudi pri teh bolnikih. Potem pa na nek način adherenca na zdravljenje danes. Namreč imeti bolezen od rojstva, to se tisti ljudje, ki tega nikoli niso imeli ali nimajo v družini, niti ne zavedajo. To je breme, da moraš ti zjutraj pred službo aplicirati faktor, da boš dan in naslednje dni dobro preživel brez posledic. Tako da je na nek način ta adherenca pomembna in v bistvu tu je potrebno izobraževati bolnike, da je pomembno, da so redni, da ne izpuščajo zdravljenja in da
samo to vodi v uspeh, ne. Tako da je pa zdaj na poti seveda tudi so nove oblike zdravljenja, tudi gensko zdravljenje, ki ga res razvijajo že desetletja, vendar upam, da bo svetla prihodnost tudi na tem področju, da bo zdravljenje uspešno, ker tukaj gre za eno gensko bolezen in bi bilo gensko zdravljenje res na mestu, vendar pa še ni v tej fazi, da bi ga res svetovali kar vsem, ne. Tako da izzivi so in vedno ostajajo in naj bo tako, hvala Bogu. Hematologi poznate še veliko več drugih redkih bolezni, s katerimi se ukvarjate, ne samo motnje starjevanja krvi, mogoče kakšno tako, ki bi jo omenili, recimo, kjer je morda razvoj posebej vznemirljiv. Torej, jaz lahko rečem, da so hematološke bolezni skoraj da vse redke bolezni po definiciji Evropske unije. Zdaj, če omenim malo bolj pogoste, je na primer diseminirani plazmocitom, katerega zdravljenje se je v zadnjem desetletju izjemno razvilo, izjemno. Je toliko novih zdravil, da dejansko jaz včasih ne vem, katero naj izberem pri katerem od teh bolnikov. Potem pa kronična limfatična levkemija kot najpogostejša kronična levkemija med odraslimi in ravno tako sodi med redke bolezni. Potem so pa na primer paroksizmalna nočna hemoglobinurija, ki ima tudi zdravljenje, se pravi za viralce komplementa šele zadnjih 10 let. In tudi to imamo na razpolago v Sloveniji, izjemno drago zdravljenje, vendar izjemno učinkovito. Tako da še in še bi lahko tukaj naštevala. Resnično lahko rečem, da tako kot je nekdo pred mano omenil, slovensko zdravstvo je up to date v vseh, lahko rečem številnih, če ne vseh stanjih, ki jih pač lahko srečamo pri naših bolnikih, da nas naše politične avtoritete kar upoštevajo, vendar pa moramo biti nekoliko trmasti, tako kot smo prej slišali od Nike, a veste, če dobro mislimo, če smo dobro prebrali vso literaturo, če imamo podporo strokovnjakov v svetu, ki imajo že neke izkušnje na različnih področjih, bomo tudi v Sloveniji to poskušali urediti za naše bolnike. Tako da jaz mislim in še vedno enkrat poudarjam, da skupaj zmoremo vse, ne, posameznik pa bolj malo. Hvala lepa, profesor Priložnik Zupanova. To bomo še slišali, da skupaj zmoremo vse. Tudi profesor je lepo povedal, da skupaj edino lahko kaj premaknemo. Zdaj gremo pa k do nedavnega popolnoma neznanim sindromom, bolezni oziroma sindromom, ki so bolj malo znani, bomo temu rekli, ki so še v bistvu, lahko rečemo na začetku, vse kar se laične javnosti tiče, verjetno za mame ni tako, ne. Danes bomo spoznali vsaj 2 primera in videli bomo, kako drugačni so tudi izzivi pri teh redkih boleznih. Erika Stariha, vi imate s sinom Urbanom zelo posebno izkušnjo, 7 let je, verjetno tista leta niso bila najbolj pravljična, čakal na diagnozo. Prosim, povejte, zakaj je dobiti vzročno diagnozo pri tako redki bolezni, da je v Sloveniji ni imel pred vašim Urbanom nihče, tako pomembno? Ja, hvala za povabilo. Torej, moj sin je zdaj že 12-letni, Urban je diagnozo dočakal pri svojih 7 letih in pol. Ima redek nevrorazvojni sindrom. To pomeni, da je eden izmed trenutno 800 znanih primerov na svetu. Sindrom se imenuje po genu, kjer je nastala mutacija, tako imenovan SADB2 sindrom. To pomeni v praksi, da ne govori, da ima težjo duševno motnjo v razvoju, številne druge izzive, da seveda potrebuje stalen nadzor odrasle osebe. Vendar je vseeno zelo vesel fant, zelo komunikativen fant, sporazumeva se z gestami, slikami. Bi pa mogoče rekla, da nismo čakali na diagnozo, temveč smo jo aktivno iskali od njegovega 3. meseca dalje. V tem času je prestal veliko preiskav, tudi invazivnih, vendar žal niso dale odgovora. Verjamem, da če se bi Urban rodil danes, bi diagnozo dobil bistveno hitreje, predvidevam, da tudi brez invazivnih preiskav, saj je dostopnost do sekvenciranja nove generacije bistveno boljše.
Ampak ja, tisto obdobje iskanja diagnoze je bilo res težko za našo družino, še posebej v času, ko je bil star 1 do 2 leti, ko smo po eni strani še upali, da bo vse ok, da bo ujel svoje vrstnike, po drugi strani pa je bil sum na nevrodegenerativne bolezni. Ne? In tisto obdobje čakanja izvidov iz tujine je bila prava nočna mora. Spomnim se, ko smo dobili pošto, se je sama nisem upala odpreti, sem vedno čakala moža, ker sem čutila, da je nekako zapečatena naša prihodnost v tisti kuverti. Zdaj, potem, mogoče še to povem, no, da se mi zdi, da je to obdobje iskanja diagnoze lahko zelo težko, nasplošno, za vse, ki se s tem srečujejo, da se počutiš zelo sam, da je to veliko psihološko breme, ki po mojem mnenju še ni dobro naslovljeno, prepoznano in si upam, da bo to v prihodnosti tudi za to poskrbljeno. Ko pa smo mi bili povabljeni končno leta 2020 na pogovor k kliničnemu genetiku, je ta diagnoza za našo družino bila pravzaprav olajšanje, lahko rečem celo blagoslov. Zelo drugače bi bilo, če bi to izvedli pri njegovem 1. letu, ampak res ta diagnoza je odprla neko novo poglavje za našo družino. Čeprav se Urban ni popolnoma nič spremenil, imel enake izzive in seveda ne obstaja zdravljenje, ampak kljub temu smo dobili odgovore na številna vprašanja, lahko preventivno ravnamo, da preprečimo določene večje težave v prihodnosti. Informirano smo se lahko odločili za novonosečnost, ko ima Urban zdaj 2-letno sestrico. Končno smo si lahko uredili socialne pravice, postali smo del ene večje mednarodne skupnosti SADBO 2, ki je res veliko oporo pri navigiranju vsakodnevnih izzivov in končno nekam pripadaš, nekje si razumljen, se čutiš, da res sodiš tja, da nekako imajo razumevanje do tvojih težav. Nenazadnje je to pomenilo tudi spremembo moje kariere. Zaključila sem, oziroma trenutno ne delujem kot klinična farmacevtka, ampak sem postala zagovornica teh posameznikov in tudi drugih bolnikov z redkimi boleznimi. Kmalu po diagnozi sem ustanovila skupaj še starši iz tujine Evropsko fundacijo, kjer si prizadevamo vzpostaviti Evropski referenčni center za ta sindrom. Trenutno oblikujemo prve globalne smernice, kjer je tudi profesor Osredkar vključen in začeli smo tudi zelo aktivno zdaj iskati možnosti usmerjenega zdravljenja. Tako da jaz bi rekla, da diagnoza ni konec poti, ampak je začetek nove, manj osamljene, bolj informirane, z več podpore, se pravi nova pot, ampak hkrati predvsem odpira možnosti zdravljenja in možnosti boljše oskrbe. Hvala, Erika. Zdaj vas bo logično nekako vaše besede nadaljevala Tanja Zdolšek-Draxler. Tanja, vaša Ajda ima prav tako redek nevrorazvojni sindrom, sindrom Kleefstra, če sem prav rečem, vendar je samostojna, ampak vi ste se vseeno odločili, da želite aktivno delovati v problematiki redkih bolezni, stavite na povezovanje, tako kot Erika, seveda različnih deležnikov z področja raziskovalcev, vsega boste sama povedala. Zakaj zavezništva, povejte, zakaj so zavezništva tako pomembna oziroma zakaj je povezovanje pravzaprav edini ključ, ko ste mi rekli nujnost? Pozdravljeni. Jaz bi samo izkoristila za začetek, da vam samo na hitro povem, kaj to Kleefstra sindrom je. Torej, tu ne gre za podedovano bolezen, ampak torej za neke de novo mutacije na genu IHMT1. Zdaj glede klinične slike pa tukaj potem prihaja do razvojnega zaostanka, intelektualne manj zmožnosti, avtizem, mogoče so epilepsije, težave z govorom, neverbalnost, res zelo širok spekter, zelo podoben kot pri SADBO 2 sindromu. Torej, takrat, ko smo mi dobili diagnozo, je bila hčerka stara 3 leta. Seveda se nekako ti ne da miru, da bi se še s kom drugim povezal, ampak takrat v tistem obdobju praktično
ni bilo nekega združenja, skupnosti, zdaj govorim seveda mednarodno, ki bi nekako zagotavljala tisto, kar sem jaz takrat iskala. Takrat je bilo že združenje za Kleefstra sindrom v Italiji, Franciji in Angliji, ampak vsi so delovali samo znotraj nekako svojih mej, torej svoje države in so se samo nekako torej povezovali, družine, se pogovarjali, izmenjevali izkušnje. Meni pač to ni bilo dovolj, jaz sem nekako vseeno strmela bolj k raziskavam, k podatkom, nekako k nekemu napredku. V tistem času pa se je v Ameriki skupina staršev odločila, da ustanovi združenje iDefine. Jaz sem se z njimi povezala, pač njihov edini cilj so bile raziskave in kako pač nekako priti do nekih novih spoznanj, ki bi v prihodnosti lahko vodila do nekih terapij. Tako sem nekako postala ambasadorka za Evropo, potem sem pač bila nekako primorana tukaj ustanoviti pri nas neko pravno formalno ustanovo, tako da sem tudi jaz ustanovila ustanovo, se imenuje iDefine Europe, tako da smo nekako povezani. Zdaj, jaz nikoli nisem imela pač tega načrta, da bi delovala samo nacionalno, ker niti ni bilo smiselno. Takrat, ko smo mi dobili diagnozo, sem potem na socialnih omrežjih našla še eno mamico iz Slovenije, ki smo se pač seveda povezali. To pa je dejansko bilo to, ne? Sej, kaj boš pa z društvom z 2 članoma. Tako danes naj povem, da poznamo 5 družin z Kleefstra sindromom v Sloveniji. Tako da jaz sem potem prevzela nekako vlogo koordinatorja, ki povezuje vse že takrat aktivne in zdaj novo nastale skupine, društva, organizacije za Kleefstra sindrom v Evropi. To je nekako, zdaj imamo 15 različnih držav povezanih med sabo in se potem povezujemo seveda potem torej z starši iz Amerike, z Avstralije, tudi iz Južne Amerike in na novo še tudi z starši iz Japonske. Tako da pač ideja je, da se skušamo čim bolj povezati z registrom za Kleefstra sindrom, ki nekako je zdaj aktiven, smo ga postavili 2 leti nazaj. Imamo že zbranih 900 primerov po celem svetu, tako da se mi zdi, da nekako se nam je išlo, pa še vedno se trudimo za naprej. Zdaj sem povedala samo ta del povezovanja z vidika predstavnikov pacientov, staršev, družin. Seveda pa to ni dovolj. Zdaj, na drugi strani smo uspešno povezani, se povezujemo zdravniki, kliniki, raziskovalci, tako da to je nek tak ekosistem, kjer pač z roko v roki sodelujemo ne samo pri izmenjavi mnenj, ampak dejansko tudi pri raziskavah, pri zbiranju podatkov. Z informacijami, ki si jih izmenjujete in drugemu nosite. Tako in tudi v bistvu nekako mi kot starši vemo, kaj so najbolj pereči problemi, kaj je mogoče potrebno najbolj naslavljati, vidika raziskav, tako da nekako skupaj z roko v roki se mi zdi, da lahko to najlažje speljemo. Zdaj moram pa omeniti, da je mogoče na tej moji poti, jaz pač tudi prihajam iz sfere znanosti, iz raziskav, tako da mi je mogoče pač z tega vidika lažje, ampak še ta plus je potrebno omeniti, da torej Kleefstra sindrom se imenuje po Titske Kleefstra, ona je trenutno vodja oddelka za klinično genetiko v Rotterdamu na Erasmus Medical Center. In ona je bila že od začetka, ko smo se pred leti spoznale, zelo, zelo odprta in smo tudi pač osebno, zdaj nekako je to preraslo v prijateljstvo, tako da nekako, ne vem, se dopolnjujemo in pač vsi imamo neko ambicijo doprinesti k nekim novim spoznanjem. Pa tudi k zdravilom.
nastanku zdravil, terapij. Tako, Ja. tudi seveda. To bomo še malo kasneje tudi rekli. Zelo pomembni so podatki, zelo pomemben je register, s tem ste tudi veliko ukvarjate, Tanja. Zdaj bomo pa poslušali Saro Bertok. Ona je specialistka pediatrije in klinične genetike ter vodja novega centra za redke bolezni na pediatrični kliniki v Ljubljani, in ker ima danes ambulanto polno otrok in se nikakor ni mogla udeležiti okrogle mize oziroma naše tribune. Z njo smo zato posneli nekaj izjav o načrtu, delu in organizaciji centra za redke bolezni ter tudi v čem ona vidi njegovo prednost. V Centru za redke bolezni so vključeni različni strokovnjaki, ki so visoko specializirani, zlasti zdravniki, medicinske sestre, psihologi, socialna delavka, dietetik ter drugi strokovni sodelavci z namenom zagotovitve visoko specializirane in kvalitetne obravnave bolnikov z redkimi boleznimi. Ti strokovnjaki, to je prav tako prednost v našem okolju, delujejo okoli bolnika. Center za redke bolezni je namenjen obravnavi diagnosticiranih in nediagnosticiranih redkih bolezenskih stanj, pri katerih se posumi oziroma je že potrjeno genetska etiologija. Pristop k obravnavi takih stanj je multidisciplinaren in prav tako je tu prednost delovanja našega centra in obravnava vključuje zelo strokovno podkovan kader. Zato v sklopu centra deluje multidisciplinarni tim strokovnjakov, ki celostno obravnava otroke, mladostnika. In kot prednost bi omenila še v sklopu centra delovanje nacionalne kontaktne točke, kamor osebe lahko pokličejo, pišejo na dan en naslov za pridobiti informacije v zvezi z neko redko boleznijo. Pri tem je seveda še veliko izzivov, zlasti pri iskanju kadra. Neprestano iščemo kadre, trenutno center nima medicinske sestre, negovalne službe. Pri iskanju, drugi izziv je iskanje prostorov delovanja in seveda financiranja. Seveda je želja po dodatni širitvi, naslednji korak bo najverjetneje presejanje z CMV okužbo. Zdaj o nadaljnjih korakih se bomo seveda odločali glede na mednarodna strokovna priporočila glede presejanja novorojencev, tehnične zmožnosti, kadrovske in finančne razpoložljivosti ter seveda dostopnost zdravljenja bolezni. Vsi centri, ki izvajajo genetsko diagnostiko v Sloveniji, sodelujejo k vpisovanju bolnike z redko boleznijo v register za redke nemaligne bolezni. Delovanje registra je novo delovanje, ki se letos nadgrajuje. Pediatrična klinika je kot skrbnik registra, saj je na pediatrični kliniki največ primerov bolnikov z redko boleznijo. Trenutno postavljamo kadrovske in prostorske pogoje za delovanje. Vidimo pomembnost registra za nemaligne redke bolezni pri tem, da združuje, da je centraliziran pristop redkih bolezni, s tem, da imamo tudi statistični uvid na redke bolezni, tako da lahko boljše načrtujemo pristop in delo z bolniki z redko boleznijo. Vidimo, da je dovolj dosti na začetku zadeva, mogoče profesor Osredkar, ker morate potem čez par minut iti na naslednjo obveznost. Znotraj pediatrične klinike, torej Center za redke bolezni, združuje presejanje, tam mogoče ni bilo čisto jasno, ker je govorila že o širitvi, morebitni širitvi presejanja na druge bolezni, redke bolezni. In me zanima, kako bo potekalo to sodelovanje, recimo vi imate na svojem oddelku tudi primere redkih bolezni, ki jih verjetno tudi vodite, zdaj bo ta center, kako bo to potekalo oziroma kako vi ocenjujete ta prehod nekako v delo s centrom, multidisciplinarno obravnavo tako?
Ja, tako, jaz lahko samo reiteriram to, kar mislim, da je bila lahko ena od takih sporočil, ki jih bomo vzeli domov, da je sodelovanje res ključno. In v bistvu na vsakem oddelku vodimo bolnike, ki imajo redke bolezni in v preteklosti smo mogoče se ukvarjali zelo v takih individualiziranih mejnih krogih s temi bolniki, zdaj smo pa vsaj na pediatrični kliniki, pa tudi širše se povezujemo, ustanovili ta center za redke bolezni, kjer pa poskušamo v bistvu probleme bolnikov z redkimi bolezni reševati bolj tako sistemsko. In nekatere stvari v resnici ni treba vsakemu oddelku ali pa vsakemu zdravniku odkrivati tople vode, so nekatere stvari, ki jih lahko tako modularno uporabimo pri zdravljenju in vodenju bolnikov, tako da recimo kako vzpostaviti register, ni treba vsakemu oddelku svojega registra narediti, kar v preteklosti je bilo tako, vsak je imel neke svoje Excelove tabelce, kamor je pa to opisal, če je imel ta interes, zdaj mogoče z tem registrom za redke nemaligne bolezni, kjer je pravzaprav si pravno zavezan, da te bolnike upisuješ v ta register, se je to nekako sistematiziralo, bo bolj poenoteno in bo v bistvu na voljo bolnikom in zdravnikom, za primere recimo, ko se pojavi neko novo zdravilo in mi lahko potem v takem registru takoj najdemo bolnike, ki so primerni kandidati za tako zdravljenje in se lahko zelo hitro obrnemo. To je recimo ena prednost. Ali pa mogoče pride do novih dognanj v neki bolezni in lahko bolnikom pomagamo na druge načine, kot so ti terapevtski in tako naprej. Tako da to povezovanje je res ključno. Jaz mislim, da na pediatriji se tega zelo dobro zavedamo in se trudimo nekako te moči združiti. Je pa seveda veliko izzivov, tako da sploh pa se to področje tako neverjetno hitro razvija, da pravzaprav se sami sproti učimo, si velikokrat moramo stopiti v temo pa iskati neka oprijemališča, ampak v bistvu z malo poguma pa vztrajnostjo se pravzaprav vsem da kar dolgo pot prehoditi. Mislim, da vse zgodbe, ki smo jih danes kaj slišali, zgodba profesor Faganela, ki je že desetletja hod po tej poti, smo pravzaprav mi za druge bolezni, mislim, hodimo usporedno in štric in s tem, kar se povezujemo, pravzaprav dobivamo moč in se mi zdi, da raven skozi to smo v Sloveniji res zgledno, mislim, urejamo to področje, ogromen prostor je še za izboljšave, marsikaj še ni tako, kot bi mogli biti in mogoče nikoli ne bomo dosegli nekega idealnega stanja, ker se stvari tako hitro spreminjajo, ampak vsekakor pa napredek je zelo očiten, je prisoten in ko pogledaš nazaj, potem marsikdaj vidiš, da so bile velike spremembe dosežene in velike izboljšave na bolje. In to je tisto, kar v bistvu ti daje pol zanos, da se še naprej trudiš. Ja, najlepša hvala, pa da vas ne zadržujemo naprej, da ne boste slučajno zamudili, si ne bi drznili. Pa gremo še malo na podatke, pa na register. Tanja je to zelo naštudirala, zelo izdelano mnenje ima o tem. V bistvu je eden od izzivov tako podatki kot register, recimo vse, kar se tiče primerov, ki jih imata recimo z Eriko, ko so res redki. Lani so vzpostavili torej ta register, smo slišali, nacionalni register, se reče, za kakšne podatke to gre in kako recimo boste lahko nekako starši sodelovali oziroma kako bo potekalo ali kako naj bi recimo potekalo vpisovanje otrok v register, ker vemo, da so tudi recimo temu podatki v zdravstvu zelo razpršeni. Kje so tiste glavne recimo glavni izzivi, glavne težave, na katere se bomo zihar naleteli? Zdaj, glede delovanja, verjetno nekdo z pediatrične bi znal boljše povedati, jaz mogoče nimam vseh podatkov, predvsem dr. Grošelj, ki je nekako verjetno najbolj zaslužen, da je sploh do tega nacionalnega registra prišlo. Zdaj, ja, postavljen je bil, zdaj to vpisovanje pacientov pa vseeno nekako ni avtomatizirano, to pač bo potekalo kar nekaj časa. Zdaj, kot smo slišali, dr. Bertokovo, so torej vsi genetski laboratoriji v Sloveniji nekako se povezali in bodo vsi vpisovali, torej tukaj gre za dva laboratorija v okviru UKC Ljubljana, en na pediatrični, en
v okviru porodnišnice KIGM, pa potem še v okviru UKC Maribor. Smiselno je, da to vodi Center za redke bolezni na pediatrični, jaz tudi ta center zelo podpiram, ampak vseeno opozarjam na to, da se lahko zgodi, da ne bodo vsi vključeni v ta register, ker niso pa vsi otroci vodeni na pediatrični kliniki. Mislim, tudi mi smo tak primer z mojo hčerko, ker pač nismo iz Ljubljane in sploh zdaj, ko že ima 9 let, sploh nismo vodeni na pediatrični kliniki, ampak pač v drugih ustanovah. Tako da tukaj je treba biti nekako pozoren na to, ker glede na to, da imamo to priložnost majhnosti, Slovenija je tako majhna, bi se bilo pač nekako verjetno smiselno dogovoriti, kako to speljati. Praktično že na nekem malo bolj odmevnem, večjem dogodku bi se lahko vsi predstavniki iz terciarne in sekundarne ravni naprimer povezali in nekako bi se dalo to speljati. Tako da samo toliko, da vemo, da tu lahko nastane problem. Tudi kako dolgo se bodo dejansko ti podatki zbirali. A pa lahko mogoče malo bolj natančno oziroma malo poveste, zakaj je v bistvu tak podatek, recimo od Ajde, naprimer, pomemben. Recimo profesor Sredkov mi je razlagal, da zdaj zelo študirajo pri mnogih boleznih tudi te naravne poteke. Tako, naravni potek bolezni je dejansko vsak, ki se malo bolj aktivno ukvarja tudi z redkimi boleznimi, bo prvo prišel do te točke, ali že imate naravni potek bolezni. To je praktično najpomembnejša stvar, če želimo na to pot razvoja neke genske terapije, nekega zdravila, kako nastaviti klinično študijo in tako naprej. Zdaj, jaz bi še mogoče povedala z vidika podatkov, da trenutno naš zdravstveni sistem, pa ne samo naš, ampak praktično večina zdravstvenih sistemov, ima to težavo, da nekako ne znajo priti do teh pacientov skozi podatke pacientov z redkimi boleznimi, ker zdravstveni sistemi uporabljajo ICD, International Classification of Disease, torej MKB kode, ki pač enostavno teh redkih bolezni nimajo vključenih ali pa jih je samo par odstotkov vključenih od, ne vem, 6-7 tisoč. Tako da, kolikor vem, ta register za redke bolezni deluje na osnovi kod ORFA, torej ORFA kode, ki so definirane skozi Orfanet, tako da so nekako zdaj je poskrbljeno za to, da bo vsaka redka bolezen tudi ustrezno najdena. Zdaj, seveda, če bi že v zdravstvenem sistemu prej te ORFA kode uporabljali, bi zdaj enostavno samo prenesli te podatke v register in pač bi bila zelo kratka pot. Ja, tudi taki zelo praktični problemi lahko nastanejo. Gremo mogoče naprej na nekoliko bolj, kako naj temu rečem, subtilno temo, pa vendarle tako zelo pomembno. Erika, v razgovoru pred to tribuno ste mi dejali, da je pogovor s pediatrom ali kliničnim genetikom, recimo v vašem primeru ob seznanitvi z diagnozo, torej ko je že jasno, zelo pomembno in to temu pogovoru naj po možnosti sledi še kakšen, zato ker se veliko iz tega prvega zgubi tudi zaradi šoka oziroma zaradi stresa, ki ob tem nastane. Starši vam pogosto zaupajo tudi, da imajo težave s pridobitvijo informacij, pa se dotakniva tega težkega področja. Zakaj je komunikacija tako pomembna in zakaj mora biti spoštljiva med vsemi deležniki? Ja, trenutek, ko izve starš ali pa pacient diagnozo, je običajno zelo stresen, še posebej, če gre za težko diagnozo, ki bo pomembno vplivala na tvoje življenje ali pa življenje tvojih bližnjih, še posebej pa tudi, če je popolnoma nepričakovana.
Zato bi najprej poudarila, da je zelo pomembno, da je seznanitev z diagnozo preko pogovora, po možnosti v živo in ne preko pošte. To je prva stvar. Lahko povem primer, nedolgo nazaj smo na mednarodni Facebook skupini za SADB2 sindrom, je mama, ki se je na novo pridružila, objavila genetski izvid, ki ga je dobila po pošti iz privat genetskega laboratorija, kjer so bili navedeni 4 geni in čisto spodaj tudi SADB2 gen in tam je bil klasificiran kot mogoče povezan z razvojnim zaostankom. In ta mama je na tej skupini že pač spraševala v smislu, kot da ta otrok ima SADB2 sindrom in starši, ki niso pogledali tega izvida in se na to ne spoznajo, so ji tudi dajali nasvete v smislu našega sindroma. Ne? In takrat sem se zavedla, da kako zelo narobe je, da bi take pomembne izvide dobivali po pošti brez pojasnil. In mislim, da je to prva stvar, da je pač res nujno, da je seznanitev s takimi diagnozami res preko pogovora. Ja, pač, genetski izvid redko kdo razume. Še zdravniki mogoče, kateri ne dobro. Mislim, morajo biti res specializirani genetiki, da to pravilno interpretirajo. Zdaj, jaz sem skozi te obdobje naše zgodbe slišala veliko različnih zgodb od drugih staršev v Sloveniji in v tujini, kakšne so imeli izkušnje s to konkretnim pogovorom oziroma načinom, kako so izvedli diagnozo, in opazila sem, da tisti starši, ki so imeli slabo izkušnjo, so imeli kasneje veliko večjo stisko s sprejemanjem oziroma z obvladovanjem te bolezni, v primerjavi z tistimi, ki so imeli dobro izkušnjo, kjer so jim predali verodostojne informacije na njim primeren način, da so si vzeli čas, da so bili empatični, da so jim odgovorili na vsa vprašanja, ki so jih imeli, da mogoče tudi na nesmiselna, v tem smislu, da so jih vzeli resno, da se je vzpostavilo neko zaupanje, ker potem bolnik, če zaupa zdravniku, bo vsa nadaljna obravnava veliko lažje potekala. In ključno je tudi to, da če bolnik ima občutek, da ga je zdravnik hitro odpravil, pojdite domov pa se sprijaznite, da bo seveda iskal informacije in ni nujno, da jih bo našel na pravem mestu, se pravi, da bodo te informacije verodostojne, da bodo nasveti, ki jih bodo dobili, pravi in koristni za njih. Tako da mislim, da ta pogovor zelo dobra naložba za vse nadaljno obravnavo in seveda je to zelo zahteven pogovor in zelo kompleksen in vesela sem, da so se vzpostavili multidisciplinarni timi, zdaj na Centru za redke bolezni, na pediatrični, pa tudi, kakor vem, tudi na KMG-ju, ker to pomeni, da so vključeni tudi psihologi in socialni delavci, ki jih takrat ta pacient oziroma družina potrebuje. Tako da, če povzamem, mislim, da je strokoven, empatičen pogovor res dobra popotnica za to družino in tudi za vso nadaljno obravnavo tega pacienta. Najlepša hvala, Erika. No, Erika in Tanja sta mi povedali tudi, gremo še na eno temo, potem pa počasi zaključujemo. Da ima starši velikokrat vama povedo, da je prehod otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi, to bomo prosili tudi profesorja za komentar in obe, Matejo in Nike, se pravi, da je prehod otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi v oskrbo odraslih pogosto precej stresen in da je težav pri tem tudi kar veliko. Zdaj poglejmo najprej, kako vidi ta prehod dr. Bertokova, ki stavi tudi na vlogo centra pri tem, ko do tega pride, ko je otrok star 18 let in se mora preseliti v oskrbo odraslih. V obravnavi bolnika vsak lečeči zdravnik iz posameznega področja na pediatrični kliniki preda bolnika specialistu za odrasle z enim povzetkom zdravljenja in z zdravstveno dokumentacijo.
Vse subspecialnosti sicer nimajo predvidene kapacitete za prevzem v svojo oskrbo vse bolezni. Center za redke bolezni vidim kot lahko posrednik pri tej predaji, seveda, če ima komu predati. Pri večini redkih boleznih je pomembna, vemo, da je zelo pomembna celostna obravnava, ki glede na izjemno raznolikost redkih bolezni ni vedno in povsod možno zagotoviti. Zato se zavedamo. V našem okolju na pediatrični kliniki smo vsi specialisti pod eno streho, v odrasli medicini večinoma pa delujejo zdravniki vsak posebej. In osebni zdravniki pa glede na kompleksnost teh bolnikov nimajo ne časa, ne specifičnega znanja za se ukvarjati s takimi bolniki. Center za redke bolezni bi lahko pomagal pri tej predaji, če bi imel zaposleno strokovnjake za delo z odraslimi bolniki, kar trenutno nimamo. Slišali smo, da Sara Bertok si nekako predstavlja, da bi obstajali neki posredniki, ki bi pomagali ki jih tujina tudi pozna, posebne specialiste pri prehodu. Pa mogoče profesor Faganel, vaša izkušnja mogoče tudi, ki ste jo pridobili od... Hvala za besedo. No, tukaj je pa zdaj najbolj odločilna stvar, da uporabljamo besede predaja ali pa prodaja, kot jezikoslovec bom povedal. To, kar se zdaj govori, da se pubertetnika preda odraslemu, je neke vrste moralni zločin za človeka, ki je začel živeti samostojno življenje. Nikakor ni primeren čas 18-19 let, da se ga predaja nekam, kjer okolja ne pozna. Izkušnje v svetu so zelo različne. Berlinski model zagovarjam jaz za cistično fibrozo, kjer je center za cistično fibrozo, kamor prihajajo potem tudi internisti in tako dalje. Ne gre bolnik v drugo hišo k neznanim ljudem. Se pravi, pridejo k njemu specialisti. Seveda, to je center za cistično fibrozo. Tako je tudi na področju hemofilije v bistvu center za hemofilijo, ki nekako povezuje vse strokovnjake, tiste poti formalne pa se izmišljujejo neki organizatorji, ki sploh ni realno. Recimo, ne glede na to, da je moja hčerka hematologinja, se jaz ne zdravim pri njej, ampak pri njeni kolegici kot starček na pediatrični kliniki. Pa ne zaradi zvez, ampak zato, ker vztrajam, da se ta model prenese tudi na druge redke bolezni, ne zato, da me bodo operirali na pediatrični kliniki, ampak da bo skrbnik tisti, ki me pozna celo življenje. Ko sem leta 1973 odhajal v Pariz v službo in nisem imel nobenih zvez, sem dobil tudi tam preko Društva hemofilikov Francije, so me napotili na pediatrično kliniko v Parizu, nisem imel nobenih zvez, in kjer so imeli naprednejšo obravnavo kot v kakšni drugi bolnici. Zato iskati te ideje o prehodu, tranziciji, zdaj se recimo pogovarjajo, a je prehod ali pa tranzicija. Opozicija tem razmišljanjem velika, ni nič potrebno prehod narediti, pa sploh pubertetnikov ne pošiljati nekam drugam, ker oni tja ne bodo šli in bodo nehali skrbeti za svojo bolezen. To je pa najbolj nevarno. Najbolj nevarno. Mogoče še izkušnji Mateje in Nike. Ja, jaz sem dobila diagnozo, ko sem bila stara 9 let, ampak ne na pediatrični kliniki, ampak sem bila že od vsega začetka obravnavana na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Takrat mi je diagnozo opredelil dr. Janez Zidar in on je še vedno zdaj moj primarni zdravnik za moje osnovno obolenje, tako da nisem imela nobene tranzicije. Je pa res, da za mojo diagnozo ni nekega specifičnega zdravljenja in tudi niso bili neki pogosti redni obiski, ker so pač povedali približno, kaj lahko pričakujemo in nekih posebnih obravnav interdisciplinarnih in to ni bilo. Vem, da sem kot otrok
dobila samo ta napotek, da je mogoče dobro, da se pridno učim. In jaz sem iz tega ugotovila, da verjetno bom morala bolj staviti na tiste dele telesa, ko so nad vratom, kot na tiste, ki so pod njim. Tako da s tem se zdaj tudi preživljam. Tako da je bil napotek očitno, kar pravi. Pravilni. Recimo, kaj vam mogoče poročajo bolniki? Dobite to vrstne zadrege, ko grejo? Ja, zdaj je, mislim, da obravnava zelo drugačna, tudi tako, kot smo videli v prispevku, da se drugače organizira tudi obravnava otrok na pediatrični kliniki, kot slišimo od staršev naših malih članov, da imajo pač so enkrat na leto sprejeti prav za 2 dni, jih potem različni strokovnjaki obravnavajo tam, tako da je zdaj to malo drugače organizirano kot takrat. Nike, mogoče še tvoja izkušnja? No, jaz pa sem šla čez to tranzicijo. Pa bom tako rekla, zdaj se lahko malo dovoljam, kaj še doktor na moji levi strani. Tako bom rekla, no, počutno se v resnici mečkam samo, odkar sem obravnavana na kliničnem centru. Zdi se mi, da nismo najbolj povezani, da mi mogoče mečkam manjka organizacija v tem smislu, da pač zdaj sem prejela neka nova zdravila, ki so seveda nek šok za telo in je v bistvu treba, da pomembno mi je, da v bistvu tudi jaz sem študirala biologijo, tako da me zanima v bistvu kemija in delovanje teh zdravil in sem pričakovala, da tudi v bistvu bi moj zdravnik, da ga to zanima, no, pa mogoče nisem dobila najbolj tazga občutka. Delala sem neke tako teste, da so videli, koliko sem sposobna. To je bilo pa to. Kličem se, nisem dobila odgovora, sem pisala mail, tako malo vse lepo čas, ampak jaz poznam še nekaj drugih ljudi za taksijo in smo mi med sabo povezani, tako kaj gospa prej rekla, mogoče moramo še mečkam delati na sami varnosti, da se bojo ljudje rajši povezali med sabo, da se bomo spoznavali. Ja. Najlepša hvala, Nike, hvala vam. Za iskrenost, predvsem, da poveš tako, kot je. Zdaj bi pa pogledali še zadnji posnetek, potem pa zaključimo, kakšne cilje ima Center za redke bolezni za prihodnost. Cilj je seveda podpora strani skupine strokovnjakov, ki bi vodila skozi vso življenje osebo z redko boleznijo. Kot neke vrste vodnik s pripravo programa vodenja, tako zdravstvenega dela, psihosocialnega, zelo pomemben, in usmerjanje bolezni, ki bo tolmačila, kaj bolnik potrebuje v različnih obdobjih življenja. Nujna je pri tem celostna podpora pacienta, multidisciplinarna in seveda strokovno usmerjeno poznavanje redke bolezni. Jasno je, da so pričakovanja eno, finančni, kadrovski načrti, zagotovitev prostora, delovanja pa drugo. Strmimo k izboljšanju in rasti. Vem, da je to tak dorečen, rutinski stavek, ampak mislim, verjamem, da s skupnimi močmi bomo zmogli. Lahko mirno zaključimo s tem optimizmom dr. Bertokove. Skupaj bomo zmogli, čeprav bo kdaj tudi težko. Danes smo govorili o mnogih izzivih, različnih izzivih pri ljudeh z različnimi redkimi boleznimi, vseeno pa nekaj skupnih poudarkov. Veliko rešitev je v dobri komunikaciji in razumevanju, najprej med bolnikom, staršem in zdravnikom, nato pa še med drugimi deležniki. Tudi jaz bi se mogoče lahko
malo obrnila na dr. Bartokovo in rekla, da je to zelo rutinski stavek, ampak jaz verjamem, da lahko veliko stvari rešimo, če se poslušamo in če smo pozorni drug do drugega. Slovenija na področju redkih bolezni nujno potrebuje še več in še bolj kakovostnega povezovanja, najprej med pomembnimi deležniki v državi, potem pa tudi še v tujini, ko gre za dostop do raziskav in razvoja najnovejših zdravljenj. Slovenija potrebuje dobro delujoč in prepoznan nacionalni register za redke bolezni. Slovenija ima dobro oskrbo redkih bolezni, katere kakovost moramo obdržati in se truditi, da bodo imeli dostop do nje vsi bolniki, ki jo potrebujejo. Najlepša hvala mojim gostom za vsa dragocena mnenja. Hvala vsem, ki ste prišli poslušati, hvala tudi vam pred zasloni. Vidimo se prihodnjič, upajmo, da spet kakšno pomembno temo, tako kot je današnja. Srečno in nasvidenje. Spinalna mišična atrofija prizadene ljudi različnih starosti, od dojenčkov in majhnih otrok do najstnikov in odraslih z različnimi stopnjami resnosti bolezni. Pri Leji so se prvi znaki bolezni začeli kazati že ob rojstvu, zdravljenjem pa je začela takoj po diagnozi. Stara je bila manj kot leto dni. Danes ima Leja 5 let ter obiskuje vrtec, kjer ji pomagajo stalni spremljevalec, specialna pedagoginja in prijatelji. Leja je z zdravljenjem začela pri 1 letu. Do 1 leta je izgubila zmožnost držanja glavice pokonci. Ko je začela zdravljenja, mi gre veliko na bolje. Leja je veliko bolj pozitivna. Gibalno je tudi veliko bolje, kot je bila pred zdravljenjem. Prve spremembe so bile vidne po drugi terapiji. Za Lejo je pomenilo to več mobilnosti, večja samostojnost za njo. Ful je bolj pozitivna, razigrana, uživa v vsaki stvari. Ni negativnosti pri njej. Ona gre po vseh 4 in ona rada pleza, rada gre po kolenih, rada spleza na kavč, pa gre 1000krat dol pa dol. Uživa biti v zuniji, v pesku se igrati. Teja z boleznijo spinalna mišična atrofija tipa 2 živi že od malih nog. Kljub težki diagnozi je zaposlena kot strokovna delavka pri Društvu distrofikov Slovenije, dela pa tudi kot sekretarka Združenja za redke bolezni Slovenije. Optimistična je, realistična in predvsem močna borka, ki je bolezen še zdaleč ne definira. Moji dnevi so v bistvu zelo naprej določeni. Sem zelo aktivna oseba, ponavadi vstanem zgodaj zjutraj, tam je često 7 uro, telovadim, se stuširam, seveda ob pomoči asistenta, pojem zajtrk in potem že odhitim v službo. Ponavadi delovnik traja tam 8 do 10 ur, odvisno koliko je dela. Popoldneva ostane zelo malo, tako da spet namenim telovadbi. To zadnje leta predstavlja kar velik, pomemben del mojega življenja. Z leti opažam, da se moje stanje izboljšuje. Seveda ob sočasnem prejemanju terapije vidim res en velik napredek, brez nič ni nič, da je v življenju potrebno ogromno nekega napora, energije, da dosežemo določeno spremembo.